Živijo, to so Digitalije, z Lanom sva zopet v glavnem štabu Simobila in si ogledujeva najnovejšega, čudovitega Applovega MacBooka. Za primerjavo sem prinesel enega 5 let starega Mac Aira, torej Mac Air, ki je pred 5 leti veljal za rekorderja v tankosti, v majhnosti in v lahkotnosti. Zdaj ga pa MacBook, novi MacBook, fajn šiša, ne? Če se spomnim, tega so na predstavitvi potegnali iz koverte ven in ljudje niso mogli verjeti, ampak danes, ko pogledava... Madonna, lep, še manjši je, ne? Tanjši, lažji, manjka kiloma, 13 mm je širok v najdebelejšem delu svojega telesa. Pa še nekaj treba povedati, baterija je pa vseeno, mislim, da je še boljša, še dlje zdrži, kot kar včasih. Baterija zdrži okoli 10 ur, to je zaradi nove tehnologije, ki so jo uporabljali. Baterija je pravzaprav ulita. Dajva pogledati, kaj je novega. Nova je tipkovnica. Nova je tipkovnica, ker je bilo toliko malo prostora, ker je toliko tanko, so mogli narediti čist drugačen način pritiska, vidiš? Tipke so popolnoma tanke. Se pravi, ta pot, ki jo tipka naredi, da zagrabi, je dosti manjša kot pri temu. Ja, lahko poskusim malo tipkovnico, kako kaj deluje. Peter, Boter, Marjano, da se tipkati, no? Kaj opaziš? Navadil bi se. Večje tipke so kot pri starem, čeprav je ta fizično je večji, ne? Pa res. Znebili so se prostora med tipkami, ne? Ja, vidiš, in se jih tako posledično lažje zadane. Še ena novost na trackpadu je tako imenovani Force Touch. To pa pomeni, da je površina občutljiva na moč dotika. Torej, če močneje pritisnem, je to drugače, kot če samo na rahlo pritisnem. Za primer, da odprije en video in zdaj, če ga na rahlo pritisneš za previjanje naprej, gre z eno hitrostjo, če pa močneje pritisneš, gre pa ne? Se pravi, z močjo pritiska lahko kontroliraš, koliko hitro se video previja. Tehnologija tega Force Toucha je pa taka, da v bistvu on zazna, tako kot si rekel, moč pritiska, spodaj en motorček, ki je približno nekaj podobnega kot vibra na telefonu, on zazna pritisk, moč pritiska in z isto močjo ti tudi da feedback. Tale Air je včasih še imel nekaj konektorjev, USB, nekaj si lahko vtaknil noter. Po novem, slušalke in... Slušalke so standard, tukaj imamo pa en port. Kje so pa ostali, kje so drugi porti? USB Type-C. C. Najnovejši USB. Torej ni več Lightning, pa ni več magneten. Ni več magneten, ni več Lightning, ni več tak klasičen USB. Kaj je finta? Lahko ga obrneva tako, lahko ga obrneva tako. Po njem gre elektrika, se pravi, lahko ga polneva in pa vse ostale vsebine, vsi ostali mediji, se pravi, zvok, slika. Vprašanje potem, kadar polneva midva novega MacBooka, kako uporablja zunanjo enoto, zunanji USB disk. Apple pravi, da s pomočjo adapterjev, ki jih je treba dokupati, imamo kar naenkrat zraven ene super seksi mašine, imamo cel kup nekih kablov pa nekih vtičnikov, ki ne zgledajo glih najboljši. Ja, v žep še ne gre, ne? V žep še ne gre, zaenkrat. Prišel bo čas, ko se ga bo dal prepogniti tudi tako, veš, ko boš prepognil tako, pa dal v žep. Ful ti ga vlečem z rok, zato ker pri iStylu pravijo, da ga moram zelo hitro nazaj vrniti. Hvala lepa. Hvala. Dobre.